Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovana predsednica, hvala za te globoke misli, ki me bojo vodile tudi pri naslavljanju. Spoštovani doyen, spoštovane ekscelence, diplomatski zbor in ostali visoki gostje. V preteklem letu so se v Sloveniji zgodile pomembne politične spremembe. Politične spremembe, ki so Slovenijo ponovno vrnile na zemljevid tistih držav, kjer si ne prizadevamo le za demokracijo, za pravno državo, za človekove pravice, ampak smo pri teh prizadevanjih tudi med seboj spoštljivi. Smo pri teh prizadevanjih iskreni, odprti za dialog, a hkrati ohranjamo spoštovanje in dostojanstvo vseh sogovornikov. Na videz manj pomembna tema, dokler je ne doživiš v lastnem življenju in v lastni državi. Dokler se to dogaja drugod, je zadeva nekoliko manj problematična. Ko se to dogaja v tvoji lastni hiši, se šele zaveš pomena spoštovanja medčloveškega. Pa vendar je ravno to, s čimer sem začel, naše osnovno vodilo tudi pri oblikovanju zunanje politične strategije. Želimo zavedanje lastne izkušnje prenesti tudi na mednarodno politični parket. Ne bom skrival, naša glavna ambicija v letošnjem letu na področju zunanje politike je članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov. V to se ne podajamo iz prestižnih razlogov, ravno obratno. Podajamo se zato, ker imamo na lastni agendi dve pomembni točki, za katere mislim, da jih kot majhna, a odprta in demokratična država lahko zastopamo tudi na globalni sceni. To sta točki varnosti in točki solidarnosti. Pri varnosti nimamo v mislih samo vojaške, politične varnosti. Imamo v mislih tudi prehransko varnost in imamo v mislih energetsko varnost. Vse to lahko dosegamo izključno preko kolektivnega delovanja. Danes v teh razmerah nobena država, ne majhna, ne velika, ne more samostojno delovati na vseh teh področjih in biti uspešna. Tega se ravno zato, ker prihajamo iz majhne države, mogoče zavedamo toliko bolj. In ravno zato v ta argument o varnosti vstopamo brez lastnih interesov, ki bi bili na škodo ostalih. Naši interesi bodo vedno v korist skupnosti. In to je eno glavnih vodil, zakaj se podajamo v to borbo. Ni pa edino. Drugo vodilo je solidarnost. Ravno podnebne spremembe kot ključni izziv človeštva, poudarjam, človeštva, ne posamičnih držav, so tisti izziv, ki ga lahko učinkovito naslovimo samo, če bomo mi, razviti del sveta, solidarni do preostanka sveta. Danes, v teh časih tekmovanja, če na enem področju ne smemo tekmovati, je to področje podnebnih sprememb. Če bomo na tem področju tekmovali, kdo bo pridobil večjo strateško pozicijo in prednost, potem temu izzivu kot človeštvo ne bomo kos. In ravno solidarnost z manj razvitim svetom, ki je v resnici v preteklosti manj prispeval nastanku podnebnih sprememb, pa še danes v resnici ne prispeva prav veliko, ravno solidarnost z njimi je ključno načelo, ki ga bomo zagovarjali pri oblikovanju vseh politik na globalnem nivoju. Ravno zato mislim, da je Slovenija kot majhna, demokratična in globalno zvedna država odlična kandidatka za članstvo v Varnostnem svetu.
in da lahko dosti doprinese s svojimi pogledi na to temo. To ne bo edina tema. Slovenija se popolnoma zaveda svoje vloge znotraj Evropske unije in zaveda se koristi, ki jih je dnevno deležna kot polnopravna članica. Zato bomo vse svoje sile usmerili v krepitev enotnosti znotraj Evropske unije. Ne v iskanje enostranskih, parcialnih interesov, kot mogoče zgleda moderno v kakšni drugi, tudi evropski državi, ampak v iskanje izključno rešitev, ki povečujejo enotnost Evropske unije. In to imenujem jedrna Evropa. Tiste članice, ki ves čas izvajajo ukrepe za povečevanje enotnosti. Popolnoma enak pogled imamo na naše članstvo v Zvezi NATO. Če kdaj, se je ravno v lanskem letu z rusko agresijo na Ukrajino pokazala potreba po kolektivni varnosti. Posamična varnost žal ne deluje. Svet se spreminja. Slovenija, kljub temu, da je majhna država, bo spoštovala svoje obveznosti kot polnopravna članica Zveze NATO. Glede tega nimamo nobenih dilem. Ker pa se zavedamo tako koristi, kot tudi blagodejnih učinkov članstva v Evropski uniji in ker se zavedamo, da živimo v regiji Zahodnega Balkana, ki je tradicionalno nekoliko manj stabilna regija, smo svojo politično agendo dali tudi stabilizacijo razmer na Zahodnem Balkanu skozi približevanje Evropski uniji. Zavedamo se, da je ravno proces približevanja Evropski uniji v tem trenutku edini dolgoročni proces, ki lahko stabilizira Zahodni Balkan. Ni druge alternative. Ravno Slovenija in konec koncev nekatere naše sosednje države so najboljši dokaz, da takrat, ko si polnopraven član večje skupnosti, so vsi medsosedski problemi manjši. In ravno ta koncept želimo skozi naše delovanje na Zahodnem Balkanu približati tudi ostalim. V lanskem letu sta se dve državi, Albanija in Severna Makedonija, uspešno približale Evropski uniji. Želimo si, da bi v letošnjem letu velike korake naprej naredila predvsem Bosna in Hercegovina. In Slovenija je pri tem pripravljena aktivno pomagati. Tako z implementacijsko konferenco, z tehnično asistenco, kot tudi z iskreno politično podporo Bosni in Hercegovini v vseh njihovih prizadevanjih za približevanje Evropski uniji. Naj sklenem samo še z eno mislijo. Včasih je privilegij biti majhna država. Takrat, ko se zaveš prednosti, ki ti to prinaša, si lahko uspešen most med večjimi državami, ki pa imajo svoje interese med seboj neporavnane. Verjamem, da Slovenija danes nima neporavnanih interesov z nikomer. In želim si, da bomo znali to v največji meri tudi izkoristiti. Hvala lepa.